Sedaj se bo pa tudi predstavila skupina Pota, ki je že na začetku prebrala uvod v Mašo, pa uvod v Mire. Skupina zbira sredstva za šolo za deklice v okolici Kolkate, kamor se odpravlja poleti, zato vabim koga iz skupine, da na kratko ali pa obeda še povesta kaj več. Ja, lep pozdrav, midva sva Ana Marija in Klara. In tako kot je že pater Egon povedal, se v okviru projekta Pota, ki je pod katoliško mladino, letos poletje odpravljava v Indijo in sicer še skupino 4 ostalih deklet. Potujemo v mesto Pijali, kar je v bistvu neka manjša vasica, malo ven iz Kalkute, ki jo verjetno poznate kot mesto Matere Terezije. Tako da tja približno gremo oziroma v tak svet. Zdaj, kaj bo naša naloga? Tam bomo poučevali različne predmete, recimo angleščino, izvajali bomo tudi delavnice, sploh kakšne plesne, glasbene in sicer v dekliški šoli, ki se imenuje Pijali Ashar Alo, kar bi pa v slovenščini pomenilo luč upanja. Zdaj v času korona krize veliko deklic tudi v tej šoli živi, tako da ima v bistvu tudi neko funkcijo sirotišnice in bomo v bistvu z deklicami cele dneve. Posebnost je, da v bistvu odhajamo k Slovenki, Mojci Gajen, ki je tudi s svojim možem ustanovila to šolo. Nas je pa prosila, da v bistvu poleg dela v šoli izvajamo tudi kakšne oratorije ali pa delavnice za otroke z ulic, ki si v bistvu šole ne morejo privoščiti. In ja, posebnost je pač, kot verjetno kdo že ve, da je revščina tam res velik del vsakdana in je šolanje v bistvu luksus, ni tako običajno kot pri nas. Tako da bomo v ta namen tudi zbirali sredstva, ki bodo pa pol v celoti šle za delovanje te šole oziroma za vse te otroke na našem misijonu. Tako da s tem namenom zbirava tudi darove, ki, tako kot je že Ana Marija rekla, bodo res potovali k tem deklicam v Indijo, tudi če bi se ne vem kaj zgodilo, da midve ne bi mogli iti. Zato sva za vas pripravili zunaj tudi stojnico, ker smo z dekleti skuhale mila, pa ene svinčnike sva tudi našli, pa svečke. Pa vas prosva, da se ustavite, pa ne gre po principu samo, če nekaj dam, lahko vzamem. Res vsi lepo povabljeni, ni potrebno dati nič, samo ustavite se pri nama, pa lahko še kaj vprašate. Ob tej priložnosti bi se pa rada zahvalila še bratom jezuitom, pa župniji za pripravljenost. Hvala.